Kako bo Vladimir Prebilič v prihodnjem mesecu in pol usklajeval obveznosti v Bruslju s kampanjo pred marčevskimi volitvami, si kljub odsotnosti iz evropskega političnega parketa zasluži polno plačo evropskega poslanca, je res največ vložil v svojo zadnjo volilno kampanjo? Katere nepravilnosti je pri tem ugotovilo Računsko sodišče? In nenazadnje, ali je bil kot župan učinkovit pri reševanju romske problematike? Nika Kunaver je preverjala za rubriko Dejstva. Svojo politično moč je večkrat stehtal na lokalnih volitvah, nato na predsedniških in evropskih, zdaj pa se prebija še na državno raven. Tudi izjave Vladimirja Prebiliča z novo stranko Prerod, izrečene v poglobljenem intervjuju, preverjamo z Dejstvomirom. Najprej, ali je Prebilič med kampanjo upravičen do polne, visoke bruseljske plače? Kako pojasnjuje, da isti ljudje delajo zanj kot evropskega poslanca, plačuje jih torej EU, in hkrati za Prerod, za kar jih mora plačati stranka? Tisti, ki so v moji pisarni v Ljubljani in so del te istega tima, pa v tistem delu, ko se gremo v politično kampanjo oziroma ko delam na terenu tudi za stranko Prerod, vzamejo dopust za tisti čas, ko so z menoj. Tako da zelo temeljito probamo razčistiti, kdo kaj dela in da ne prihaja do prelivanja nalog. Dve lokalni asistentki Prebiliča, ki jo plačuje torej Evropski parlament, 10.200 evrov bruto mesečne za te plače prejme vsak poslanec, torej sodelujeta tudi pri stranki Prerod. Prva je v nadzornem svetu stranke, druga je predstavnica za odnose z javnostmi, tako za Prebiliča kot evropskega poslanca, kot tudi za stranko Prerod. Pri tem je večkrat uporabila isti elektronski naslov za oba konteksta, ki bi morala biti jasno in transparentno ločena. Prebilič bo, kljub temu, da večino časa ne bo prisoten v Bruslju ali Štrasburu, tja odhaja, je povedal še v ponedeljek, prejemal enako plačilo, 11.250 bruto na mesec. Ker Evropski parlament sistematično ne preverja, ali so asistentska plačila transparentna in ker je bilo netransparentno delovanje zaznano že pri uporabi elektronske pošte, smo Prebiličevo izjavo označili kot previdno. Kako uspešen pa je bil Prebilič pri reševanju romske problematike v Kočevju? Verjetno ni nobena skrivnost, da so bili Romi nam dolžni skozi različne stvari, recimo neplačevanje komunale, neplačevanje vode, neplačevanje odvoza smeti in tako naprej, neplačevanje najemne zemljišč, so bili dolžni tudi občini Kočevja. Ampak iz tega mi smo spremenili zakonodaje. Veste, kaj smo mi naredili? Usedli smo se v Centru za socialno delo in smo se dogovorili. Če hoče oseba dobiti enkratno socialno denarno pomoč in do nje je upravičena, in ta je, mislim, da 1000 plus evrov, smo se dogovorili, lejte, vi imate terjatve do nas, dobili boste pomoč, ampak iz tega bomo toliko vzeli, da boste poravnali svoje obveznosti do nas. V 9. poročilu vlade o položaju romske skupnosti iz leta 2022 je zapisano, da so v času županovanja Prebiliča sklenili več kot 300 individualnih dogovorov, katerega glavni namen je, da se neposredno iz denarne socialne pomoči poravnajo bodisi tekoči stroški, bodisi zapadle terjatve. Ker tudi vladno poročilo ugotavlja, da se je ukrep v praksi izkazal za zelo uspešnega, smo izjavo označili za pravilno. Poglejmo še v volilne kampanje. Kdo je bil največji donator evropskih volitev? Mislim, da se moj znesek in prispevek vrti nekje okoli 20 ali pa 21 tisoč evrov. To je bilo tisto, kar sem dal iz svojega računa. Nihče od vseh 9 poslank in poslancev, ki so danes izvoljeni, se ni niti približal temu znesku. SDS je imela 3 donatorje, katerih prispevki so presegli mejo povprečne bruto mesečne plače. Socialni demokrati 2, prav tako Vesna, kjer z 21 tisoč evri visoko donacijo izstopa prav Prebilič. In nazadnje še Nova Slovenija, kjer je bil javno objavljen donator 1, medtem ko jih Svoboda ni imela. Prebilič je torej bil največji donator evropskih volitev pred 2 letoma, zato je tudi ta izjava označena kot pravilna. Si je pa na drugi strani Prebilič kar 2-krat prislužil negativno oceno Računskega sodišča, ko govorimo o vodenju financ volilne kampanje. Kaj so mu očitali pritisti za položaj predsednika republike? Res, da je šlo za vsega v narekovajih samo za 20 tisočakov. Kako naj vam ljudje zaupajo, da se ne bo zatikalo pri upravljanju veliko bolj zajetne državne blagajne?
dajva zdaj res to razčistiti. Ne? Torej, od 20 tisoč evrov je bil samo en račun problem. In bom tudi povedal, kateri. Namreč, ko smo mi vodili kampanjo predsedniških volitev, smo na koncu imeli tudi čakanje na volilne rezultate. Čakanje volilnih rezultatov smo imeli tlele dol Opera Bar v Ljubljani in ta račun smo mi prijavili kot strošek volilne kampanje, kar se je dogajal na volilni dan. Ne? Računsko sodišče je pa ta račun ocenilo, da se je zgodil po zaključku volilne kampanje. Njihova razlaga, iz tega tudi sam nisem vedel, njihova razlaga je bila, da ta račun ne moramo uveljavljati, ker se volilna kampanja zaključuje z volilnim molkom. To je pa v petek ob polnoči, dogodek je bil v nedeljo. Računsko sodišče je sicer ugotovilo 3 nepravilnosti. Manjšo donacijo podjetja, kar je po volilnem zakonu prepovedano. Omenjeni račun za pogostitev v nedeljskem volilnem štabu in plačilo enega računa za odnose z javnostmi, ki ga je za stranko opravila Prebiličeva lokalna evropska asistentka za delo, ki ni bilo opravljeno v času kampanje. Prebilič je svoje napake utemeljeval z neizkušenostjo, da je politični naturšček, je dejal. Kar pa ni, saj je zmagal na kar 4 zaporednih volitvah za župana Kočevja, kjer veljajo enaka pravila za vodenje financ. Računsko sodišče je torej ugotovilo 3 nepravilnosti, ne le eno, kot trdi sam. Zato smo njegovo izjavo označili z ne drži. Kontekst in stopnje na Dejstvo miru smo še podrobneje predstavili v članku na spletni strani 24ur.com. Najdete ga v rubriki Dejstva.